vabim gospod Adriano Dvoršak iz Pobuda za javno zdravje, da predstavi primer vključevanja civilne družbe v e-zdravje. Lepo pozdravljeni, moje ime je Adriana Dvoršak. Predstavila bom nekaj pogledov na e-zdravje, pri nas seveda v Republiki Sloveniji. Kako se civilna družba sploh vključuje na področju e-zdravja, lahko oblikuje pričakovanja ljudi do zdravstvenega sistema, podpira prenos idej in znanj in seveda sodeluje pri pripravi zakonodajnih rešitev in ostalih pobud v odnosu do države oziroma v dialogu z državo. Podrobneje vpliv na zakonodajni okvir, vprašanja glede etike, etična vprašanja, učinkovite rabe informacijsko-komunikacijsko-telekomunikacijskih virov. Tukaj sem omenila SVRK, ki ga bom še kasneje v teku današnjega predavanja. Lahko povečuje nacionalne zmogljivosti z izobraževanjem, lahko nudi podporo telemedicini, telediagnostiki, telemonitoringu, lahko podaja pobude na temo m-zdravja, naprimer, mobilnega zdravja, naprimer. Za danes sem bolj, oziroma tudi v dialogu smo bolj podrobno pogledali nekatere kazalnike o uvajanju e-zdravja za evropske države, ker nas je pravzaprav zanimalo tudi stanje v Republiki Sloveniji in sicer nekako bolj z mednarodne primerjave. Ne gre za to, da samo slišimo slovenske inštitucije, ki imajo neprestano težave, poskušajo nekaj narediti, jim ne uspeva. Želeli smo pogledati rezultantov vsega, kar smo do zdaj storili, v primerjavi z ostalimi državami. To so v glavnem na tem delajo OECD, WHO in Evropska komisija in v splošnem pojmujejo 4 velike dimenzije kot e-zdravje. Mi smo bolj podrobno pogledali 2 tipa kazalnikov. Prvi tip je o uvajanju e-zdravja, drugi tip kazalnikov pa je dostopnost in uporabe e-zdravja, različnih aplikacij. To je bilo narejeno v leti 2012-2013, ta raziskava je sicer tudi objavljena na spletu, upošteva pa 27 držav Evropske unije plus 3, torej Norveško, Islandijo, pa še eno, tako da govorim, še Hrvaško seveda. Tako da govorimo o, zdaj je že Hrvaška že noter, takrat še ni bila, tako da imamo 30 držav. Kazalniki so se nanašali na splošno infrastrukturo recimo v državi, na aplikacije in integriranost, na izmenjavo informacij, na varnost in zasebnost. Spodaj sem dala na hitro najpomembnejše te 4 kazalnike glede na mesto, ki ga posamična država zaseda. Torej, če imamo 30 držav in če zasedeš 30 mesto, si zadnji. Recimo Avstrija je na sorazmerno visokem mestu po vseh kazalnikih, Hrvaška tudi tu, Slovenija pa prepričljivo na trdem, čvrstem zadnjem mestu, s katerega se bo težko odlepiti. Ti podatki so potem prikazani še tudi v obliki diagrama. Vsi 4 sestavljeni kazalniki so barvani, recimo celotna državna infrastruktura, aplikacija, ki so modre, aplikacija teče, pretok informacij, to je ta celotna zdravstvena informatika, bi jo mi imenovali, kot tole zelena rumena barva, in pa urejenost, zasebnosti in varnosti. Povprečje je ta geometrična črta in Slovenija, če pogledamo te 4 kazalnike skupaj, kako je uvedeno
Mimo govorim, seveda se pravičujem. Kako je e-zdravje uvedeno? Vidimo Slovenijo na 30., 29., 28. mestu. To je sorazmerno slabo in predvsem civilno-družbene organizacije bi na nek način jasno morale povedati in izraziti svoje mnenje. To je mesto, s katerim se ne strinjamo in želimo, da država, skupnost bistveno izboljšata položaj Republike Slovenije, kar se tiče te rezultante, vseh seštevkov. Ne? Verjamemo, da imajo težave, ampak seštevek je pa tak. Tale številka 6, samo to, da omenim, predstavlja število inštitucij, v katerih so opravljali raziskavo. V Sloveniji je bilo takih 6 inštitucij, ne? Torej zdravstvenih domov in bolnišnic, največ bolnišnic. Pri drugih državah, ki so seveda večje, je to število neprimerno večje, ne? Kot pa pri nas. Na začetku sem govorila o 4 velikih dimenzijah, tukaj se zelo slabo vidi. To, kar mi pravzaprav veliko, o čemer se v Sloveniji je veliko govorilo in je tudi Računsko sodišče pripravilo analizo, torej vpeljevanje e-zdravja v Sloveniji, je pravzaprav na nek način zdravstvena informatika. Samo omenila bi, da pri izmenjavi informacij je zelo pomembno, naprimer ta 10. točka, sposobnost nacionalnega zdravstvenega sistema, da podatke o bolnikih izmenjuje z drugimi nacionalnimi zdravstvenimi sistemi. To pomeni, če ti potuješ ne le po Evropi, ker tukaj imamo pač direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu, tudi če greš v Avstralijo, bi morali biti tvoji podatki dostopni avstralskemu nacionalnemu zdravstvenemu sistemu v tem primeru. Seveda bi morala biti tudi sistem primerno usposobljen, da se ti podatki pod določenimi pogoji lahko delijo in to je potrebno že danes upoštevati, že pri današnjem e-zdravju v Republiki Sloveniji. Naslednja taka, recimo, primerjava je pa bila narejena za dostopnost e-zdravja po državah. To so bili po teh kazalnikih za dostopnost in pa potem primerjava vseh 30 držav. Tukaj Slovenija je na nekoliko boljšem mestu, lahko vidimo, da je tam nekje 6. od zadaj navzgor. Tako da to, kar pa imamo po zdravstvenih inštitucijah, te aplikacije pa na nek način se malo boljše izkoriščajo kot pa splošno. Ker se sicer tudi ukvarjamo z javnim zdravjem, bi omenila samo en podatek, ki se pa ne nanaša na to delo sekcije e-zdravja. OECD je prav tako primerjal recimo ključne zdravstvene vire in podatke za različne države, torej tam imamo 34 držav in v splošnem se pa Slovenija tam sorazmerno dobro uvrstila. Eden in edini pokazatelj, kjer smo bili resnično najslabši, torej 26. mesto izmed 34 kandidatk, je število zdravnikov na 1000 prebivalcev. Leta 2012 smo jih imeli samo 2,5, medtem ko je povprečje OECD 3,2. Nekako tudi tak cilj, ki bi ga civilna družba lahko izpostavila, je želja, da se seveda število zdravnikov poveča. To pa ne pomeni samo izobraziti dodatne zdravnike na Mariborski fakulteti, ampak seveda tudi umestitev v zdravstveni sistem. To pomeni konec koncev več sredstev in denarja za njihovo delo, pri čemer sploh ni vprašanje njihovih osebnih dohodkov in plač, ampak to, kar naredijo, saj zdravljenje bolnikov je drago v zdravstvenem sistemu. Kot sem že rekla, pri nas e-zdravje se najbolj pojmuje kot informacijski sistem, zanemarjamo pa ostale dimenzije, torej vse te telemedicine, telemonitoring, telediagnostiko.
nekako priporočilo, ki ga bomo tudi prenesli Ministrstvu za zdravje, saj imamo odprto vabilo za vse pripombe, torej vsakdo, ki ima pripombo na e-zdravje, se lahko obrne na ministrstvo in to pripombo tudi prenese. Zdaj po transparentnosti vplivanja, ne vem, če bodo zdaj te pobude državljanov tudi prijavili kot lobiranje ali bodo samo zavedli, nudijo pa to možnost, ne. Torej, seveda bi v obstoječi sistem e-zdravja morali vključiti zagovornike pacientovih pravic, ki trenutno niso predvideni, da bi kot deležniki dostopali do podatkov. Seveda je potrebno proučiti, kako je z menjavo podatkov z drugimi zdravstvenimi sistemi, kajti če tega danes ministrstvo ne bo zahtevalo, bo čez nekaj let verjetno moralo to storitev dodatno plačati. In pa seveda upoštevati je treba revizijo Računskega sodišča, ki ni bila tako zelo prijazna. Kar je potrebno, in smo tudi že ugotavljali na sekciji e-zdravja, je, nimamo odnosa do mobilnega zdravja. Tukaj se država mora formalno opredeliti, bo uvajala sploh kakršnekoli, recimo standardizacijo storitev, preverjanje kvalitete in tako dalje in naprej. Ugotovitev Računskega sodišča je, da bomo pravzaprav imeli nekako dva vsebinsko podobna informacijska sistema. In vprašanje pri nas se pojavlja, ali vendarle ne bi poskušali obeh sistemov združiti, pri čemer bomo pač morali upoštevati evropske direktive, pa tudi to, da imamo integralni proračun za financiranje zdravstva. Nekako menimo, da je to potrebno, želimo to bomo predlagali, kaj se bo v resnici scimilo, bomo pa videli čez določen čas. Kot sem omenila, zastopniki pacientovih pravic naj bi jim bila omogočena uporaba tega modula, zaenkrat to ni predvideno. In pa seveda finančno je letošnje leto nekako v letošnjem letu se zaključi obdobje velike finančne porabe. Tako da naj bi bil informacijski sistem do konca letos vzpostavljen. Celoten zalogaj, finančni zalogaj pa naj bi do leta 2023 obsegal 133 milijonov evrov po podatkih Računskega sodišča. To povem zato, ker se podatki o tem, koliko denarja je v katerem obdobju že bilo porabljenega, se zelo razlikujejo in menimo, da pač Računsko sodišče da najbolj stabilen podatek in smo zato vzeli tega. Ali je potrebno v letošnjem letu bolj natančno spremljati te projektne menike e-zdravja, ali enostavno rečemo, Računsko sodišče ima svoje podatke, KPK ima svoje podatke, določene recimo ovadbe so šle na NPU, kaj pa naj tukaj civilna družba sploh še počne. Ja, represivni organi v bistvu res so zagnali svoje aktivnosti, vendar nekako je med nami prevladala ideja, da je nakljub temu potrebno še vedno spremljati te mejnike, ali so uresničeni, ali se jih držimo ali ne. Pri čemer se zdaj vprašujemo, in tukaj seveda tudi za Simona pa za Sebastiana vprašanje, ali je civilna družba na nek način nadzornik državnih inštitucij. Ne? Ja. Ali imamo za to dovolj podatkov, ali smo za to dovolj usposobljeni in kaj potem, ko ugotovimo kakšno stvar, s katero se ne moremo strinjati, kaj potem naprej storiti. To je nekako vprašanje, ki je primerno za vse nas. Zaključke, kot vidite, jih lahko sporočimo na e-zdravje. V skupni cilj je pa izboljšanje Republike Slovenije, torej položaja e-zdravja v Sloveniji za 5 mest od teh zdajšnjih 28 mesto izmed 30, vsaj za 5 mest v tem letu, seveda pa na bolj dolgoročno obdobje, torej do leta 2020, pa bi nekako se morali prebiti do tega, čemur grdo v Sloveniji rečemo zlata sredina, ampak za nas bi bil to že zelo, zelo velik napredek naprej, če bi lahko postavili take
take želje, da ne rečemo kazalnike. Tukaj bi se ustavila, hvala za pozornost. Simona vabim, da odpre prostor za vprašanja. Prosim. Marko Zebec. Adriana, eno vprašanje imamo tistih 133 famoznih milijonih. A to je za obdobje do 2009, do 2015, vse skupaj kumulativno do 2023? To je številka, ki jo je v letu 2009 Ministrstvo za zdravje javno objavilo in je ocenilo, da jo bodo, kako bi rekla, porabili ta znesek 133 milijonov evrov do 2023. Aha, to se pravi 2009-2023. Ja. To ni malo denarja, to so velike številke. To so zelo velike številke in ker so tudi te številke, ki si jih mi težko predstavljamo, ne? Državljani si jih zelo težko predstavljamo in ker ti zneski variirajo, odvisno od tega, kdo jih v javnost sporoči, s kakšnim namenom, so enostavno tukaj res vzete številke računskega sodišča, ker če računsko sodišče ne bi moglo stati za temi številkami, ne vem, kdo bi lahko nam dal verodostojen podatek glede denarja. Potem imam pa še bolj en komentar kot vprašanje, ne? Tam na koncu se rekla, dvignimo se za 5 mest, pa tako naprej. Ampak a ne bi bilo bolj, ko bi tem rekel, pošteno, ne? Da bi rekel, ne bodimo prvi, bodimo 5, bodimo 25, ampak dajmo s pomočjo projektov e-zdravja, M-zdravja in tako naprej zagotoviti spodobno zdravstveno oskrbo recimo vsem državljanom Republike Slovenije. V tem smislu, ne pa tisto, da rečemo, aha, ne zdaj bomo pa boljši kot sosed, ne, recimo, ali pa boljši kot 2 soseda naprej. Ja, absolutno sprejemam ta pogled, je tudi drži, ker dejansko rezultat morajo bolniki čutiti, ne? S tem, da ga pa še težje merimo. Tukaj je bila mogoče edino ta olajšava, da če se primerjaš z ostalimi, pravzaprav sploh vidiš, kje si. Sicer mi lahko ugotovimo zase, da se je povprečna starost v Sloveniji zadnjih nekaj let dvignila in tako dalje in tako naprej. Nimamo pa recimo nobenega referenčnega okvira za e-zdravje. Mi sploh ne vemo, kako naj bi pravzaprav taka bolnišnica recimo, ne, kako naj bi izgledala, kako naj bi potekal posel v takih idealnih primerih. No, predvsem mislim, da je to pomembno, da gre za razširitev, da ne gre samo za špital kot takšen, ampak vse, kar je še okrog, ne, kar je, kako bi temu rekel, kot ena hobotnica, ne, oziroma kot nek, ne vem, krvožilni sistem, recimo. Ne. Recimo, kar bi pri nas v Sloveniji verjetno bilo super, bi bilo recimo mobilna pomoč oziroma mobilna aplikacija za ljudi, ki so se odločili prenehati kaditi. Ne. To bi znalo kakšen pozitiven rezultat dati. Jaz imam en mehen komentar. Arjana, jaz se ti kot državljan zahvaljujem za tole, res. Ko si mi poslala naslov prispevka za program, sem malo razmišljal, kaj bi bilo notri. Zdaj dejansko vem, da je to zelo povezano s vsemi temi zgodbami, ki jih mi v Sloveniji beremo v e-zdravju. E-zdravje v Sloveniji je ena vreča brez dna davkoplačevalskega denarja, ko se meče kup enih stvari za neke projekte, ki se potem denar zgublja. In sem zelo vesel, da si danes nam predstavljam, mislim, eno to sliko, kaj se dogaja, kaj so trendi, kajti mi na področju e-zdravja, tudi v okviru nevladnega sektora, čeprav imamo 2 mreži za zdravje, vsebinski mreži, nimamo ene dovolj močne pozornosti, ki bi iz vidika ene civilne družbe, pa to, kot si rekla, ene nadzornega watchdoginga, ne, v angleščini, opozarjali na te zadeve. Ne. In se potem to prepušča, so to neke potem politične zgodbe, a so mogoče, če pride v medije. In jaz sem zelo vesel in bi mogoče bi te prosil za kak usmeritev, kako se lahko mi kot mreža za informacijsko družbo s tem mogoče zdravje povežemo mogoče z zdravjem, z drugimi vsebinskimi mrežami, mogoče začnemo to graditi, se pridružimo tej pobudi z javnem zdravjem, potem z nekimi skupnimi, bi rekel, aktivnostmi
poskušamo realizirati te cilje, pa mogoče kaj spremenimo, ne, realizirati kot civilna družba. Ja, to bi bilo super. Zlasti mislim, da tudi kolega Sebastian iz Transparency International, to je v bistvu brez transparence in dostopa do podatkov, civilna družba tega recimo nadzora nikakor ne more izvajati. Ne. Tako da prvi korak, ki ga delate, ga pravzaprav delate vi. Ne. Druga stvar je, da imamo možnost do 25. maja SVRK-ju sporočiti naše pripombe glede strategije pametne specializacije. Zdaj, tja so bile dejansko povabljene raziskovalna podjetja in raziskovalne družbe, kar na nek način mi kot civilna družba nismo. Navkljub temu pa mislim, da vobče velja, da Slovenija ni izključujoča in mislim, da če bi svoje argumente na primeren način oblikovali, bi nas znali upoštevati pri tej pripravi strategije pametne specializacije. Tako da bi te prijela za besedo in bi poskušali nekako vplivati na SVRK, da v prihodnjih korakih in pa seveda pri razporejevanju sredstev 2014-2020, to področje e-zdravja, pa da ne rečem še tudi ostalih področji e-participacije, da je nekako resneje zastopano.